Voznica osebnega vozila znamke Hyundai je okrog 5. ure zjutraj vozila iz smeri Poturna v smeri Črnomlja. V Kočevskih Poljanah hitrosti vozila ni prilagodila stanju vozišča, na katerem je bilo 2 do 3 cm snega. Tako da je vozilo pričelo zanašati, speljala je na levosmerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri Črnomlja pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke Dacia. Med vozili je prišlo do silovitega trčenja. V vozilo Dacie pa je trčil še tretji udeleženec prometne nesreče, in sicer voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen. Na kraju nesreče sta umrla 41-letna sopotnika povzročiteljice iz območja Ivančne Gorice in Žužemberka, druge poškodovane pa so reševalne službe prepeljale v novomeško bolnišnico. Pri nas so pripeljali 6 pacientov iz prometne nesreče. 2 pacijenta smo še naprej obdržali na opazovanju zaradi pretresov možganov. Ostali pacijenti pa so imeli precej lažje poškodbe, tako da smo jih odpustili na domačo oskrbo. Letošnja statistika smrti na slovenskih cestah je zaskrbljujoča. To pa je tudi ena hujših prometnih nesreč, ki so se v zadnjem času zgodile na dolenjskih, posavskih in belokranjskih cestah. V lanskem letu smo beležili 13 umrlih v prometnih nesrečah. Letošnje leto se je slabo začelo, tako da ponovno apeliramo na vse udeležence v cestnem prometu, da spoštujejo cestnoprometne predpise in da hitrost svoje vožnje prilagodijo stanju vozišča, prometnim razmeram in pa nenazadnje tudi svojim sposobnostim. Neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in smer vožnje, ki sta botrovali današnji tragediji, sta tudi sicer vzroka za kar četrtino nesreč. V takšnih primerih, ko je na cestah sicer majhna količina snega, se javnost sprašuje tudi o odgovornosti upravljavca cest. V okviru ogleda kraja prometne nesreče ugotavljamo popolnoma vse okoliščine, ki bi lahko vplivali na nastanek prometne nesreče, in seveda ena izmed teh v danem trenutku je tudi odgovornost ali pa morebitna odgovornost vzdrževalca ceste. A če je na vozišču 2 do 3 cm snega, ne gre pričakovati, da bo splužena, še dodaja Zrilič.